ušesa, da se že skoraj zalepijo name na hrbet in se tako zadaj in poslušajo. No, to mi je zelo lepa izkušnja. Ko čisto obmolknejo, ko se ne morejo več pogovarjati, pa z početka niso nameravali poslušati pravljice, potem jo pa poslušajo. Ja, otrokova gostobesednost je pravzaprav cilj. Vendar rekli ste tudi nekako takole. Pripovedovanje ni le golo posredovanje zgodbe, je tudi zelo prefinjena oblika komunikacije med ljudmi. Ja, vse to so stvari, ki se pravzaprav dogajajo same po sebi, ampak mogoče je prav, da o njih spregovorim, zato da si jih ozavestimo. Ko otroku pripovedujemo, je zelo dobro, da ga tenko poslušamo, da se poskušamo zavedati tega, kako nam sledi. Jaz kot pripovedovalka, ki pač že več let nastopam največkrat tudi pred neznanimi otroki, poleg tega, da sem doma mama, vidim, da je pripovedovanje toliko bolj živo, kolikor bolj uspem začutiti in slediti svojim poslušalcem. Zato sem pri pripovedovanju pozorna na njihove oči, na njihove obraze, na njihovo mimiko, na njihovo koncentracijo nasploh, tudi na njihove izjave in se potem pri pripovedovanju ravnam, ne govorim na pamet, ampak se posebno pri kritičnih delih zgodbe ravnam potem, kako oni sprejemajo. Se pravi, vidim tam, kjer je bolj napeto, kjer je mogoče kakšna tista krutost v ljudskih pravljicah, ne? Vidim, kako hitro moram iti skozi, da bodo moji poslušalci to zdržali in da bo zgodba vendar dala tisto, kar mora dati. Doma se to pravzaprav dogaja še bolj enostavno, ker nimamo pred sabo velike skupine neznanih otrok, ampak svojega otroka, ki ga zelo poznamo. Otrok ne sliši samo besed, oziroma naš poslušalec ne sliši samo besed, ampak čuti naš celoten način govorjenja, čuti, a smo sproščeni ali nismo sproščeni, a smo mogoče naveličani, a nam je to odveč, a smo v svoji besedi naravni, smo iskreni ali ne. Včasih recimo me zbode ušesa, ko slišim odrasle pripovedovalce v različnih vlogah, bodi si učiteljice, vzgojiteljice, knjižničarke, zdaj druge starše bolj težko slišiš, ne? Ko poskušajo med pripovedovanjem biti nekako, bi rekla skoraj na silo bolj prijazni ali pa bolj sladki, bolj medeni, kot so v resnici. Mislim, da ni za to nobene potrebe. Meni se zdi zelo bistveno, da smo samo naravni, da smo samo to, kar takrat smo, da ne poskušamo biti nekako boljši, ker smo najboljši taki, kot smo zdaj. Ob vsem tem se mi vseeno tako poraja vprašanje, nekateri starši vse ne zmorejo tega. Kako naj se lotijo priprave tega pripovedovanja? Veliko ste zdaj že povedala, ampak morda kakšen nasvet? Mislim, da je za začetek zelo dobro, da sežemo po kakšnem preizkušenem dobrem izboru. Jaz seveda zmeraj znova trčim ob ljudske pravljice in zmeraj znova jih priporočam. No, in ko potem tak izbor vzameš v roke, mislim, da je dobro imeti tudi nekaj takih poštenih knjig kar doma. Najprej to bereš, seveda zgodbe ti niso znane, zato ti je najbolj enostavno brati. Ampak ko to večkrat prebereš, ker otroci večkrat prosijo za iste zgodbe, se ti zgodba usede in takrat jo lahko poskušaš potem počasi povedati tudi svojimi besedami. Sprva mogoče nerodno, samo tiste osnovne poteze v zgodbi, ampak ko bomo zgodbo večkrat povedali, bodo besede zmeraj bolj gladko tekle. In takrat se bo tudi zgodilo, da bomo dodali tudi tisto, česar mogoče v tistem zapisu, ki smo ga najprej prebrali, sploh ni bilo. Recimo, če ponazorim to zgodbico o zajčku in psu čevljarju, ja, mogoče se nam bo pa kar posvetilo, bomo kar znali sami od sebe povedati, kakšen je ta zajček bil, kako je bil oblečen, kakšen je bil pa čevljar, kakšna je bila njegova hišica in kje sta sploh, čez kakšen hrib je tekel ali pa kakšen je bil tisti gost, ne vem. Sej ne, da bi morali v eno pripovedovanje vse to stlačiti, ampak samo od sebe se bo zgodilo, da bo zgodba zaživela skozi naše besede. Poglejmo, kakšno zgodbo nam je povedal pesnik, dramatik, igralec in satirik Andrej Rozman Roza.
priznanega slovenskega ustvarjalca predstav in pesmi za otroke, znanega kot Roza, smo vprašali, kdaj je prvič samostojno pripovedoval zgodbo in kako je tisti njegov prvi nastop izgledal. Kdaj sem povedal svojo prvo zgodbo? Enkrat, ko sem en film gledal, v kinu še, takrat bil še bolj kino, in sem pač pol domov pripovedoval zgodbo in je to tako, da ko pripoveduješ zgodbo od filma, je pač pripoveduješ prizor po prizoru, in to je še daljš, kot je film. Ko jaz se zelo rad pogovarjam in zelo rad govorim, vem pa, da sem enkrat ustal, pa sem recitiral, ampak se ne spomnim, kaj sem recitiral, Vem pa, da sem na stol stopil in se mi zdelo to najbolj pomemben. Tako da se spomnim se stola, spomnim se vsebine, spomnim se tudi tako, da so poslušali, pač so me imeli radi. Dejansko pa govorjenje je ena pomembna reč. Toliko nam je o svojih prvih pripovedovalskih korakih zaupal znani pesnik, dramatik, igralec, satirik Andrej Rozman Roza. Gospa Anja Štefan, kako pa se vi spominjate svojega otroštva in vašega pripovedovanja? Bolj se spominjam svojih poslušanj iz otroštva. Zelo, zelo rada sem poslušala. Hkrati pa vem, da mi pravzaprav nikoli ni bila težava pripovedovati, nikoli mi ni bilo težko povedati, tudi klepetati z neznanimi ljudmi in tudi nastopati. Ja, poslušanje. Kako pa pripovedovanje poslušajo današnji otroci, ki so medijsko neskončno bolj pismeni kot nekdaj? Tudi vzgojitelji, vzgojiteljice in učiteljice opozarjajo na to, da pač je v otrocih manj miru, manj pripravljenosti kar mirno slediti in poslušati. Poslušanje je gotovo sposobnost, ki jo je treba vzgajati. In mislim, da je zato ta dejavnost, o kateri danes govorimo, kar pomembna za človeka nasploh. Bolj kot je koncentracija otrok ranjena, prepričljivejši moramo biti kot pripovedovalci. No, kljub temu, da opažam to nestrpnost pri otrocih, včasih bi rekel človek, da je kar premalo miru v njih, mi je pripovedovanje danes velik izziv. Zato si še toliko bolj želim, da bi doživeli moč govorjene besede, da bi doživeli tišino, ki se zgodi med njimi, ko res sledijo neki zgodbi. In bolj kot so otroci zahtevni, torej, ali pa če rečem z drugimi besedami, manj kot so kar samodejno pripravljeni poslušati, močnejšo zgodbo jim moram ponuditi. Zgodbo, v kateri se nekaj res zgodi. In vi izhajate iz ljudske pravljice. In zakaj je danes ljudska pravljica še tako pomembna za otroke? Resnično sem prepričana v moč ljudskih pravljic. To so pravljice, ki jih otrokom najraje pripovedujem. Otrokom in odraslim. Verjamem, da ima zgodba, ki se je oblikovala tako, da jo je govorilo mnogo ljudi, da jo je mnogo ljudi obogatilo svojo življenjsko izkušnjo, da jo je presejalo, izločilo iz nje tisto, kar se jim ni zdelo pomembno, da ima taka zgodba večji potencial, večjo moč, večjo sporočilnost kot zgodba, ki je plod enega samega človeka. Smiselno je, da pobrskamo za tistimi dobrimi izbori, ki nam staršem ali pa vzgojiteljem, učiteljem olajšajo pot do dobrih zgodb, v katerih najdemo veliko dobrih zgodb na kupčku. Ljudske pravljice so res že stare. Z našim pripovedovanjem pa vedno znova oživijo. Gospa Anja Štefan, rada bi se vam zahvalila za tale razgovor, za vse te povedane besede, za vaše pripovedovanje in upam, da bodo tudi starši z veseljem se polotili pripovedovanja. Tudi jaz se zahvaljujem vam za povabilo, sploh za to možnost, da se o pripovedovanju lahko govori in staršem samo želim, da bi se lotili tega početja z veseljem. Ob koncu, dragi gledalci in gledalke, pa smo vam spet pripravili majhno nagradno vprašanje. Če ste tudi tokrat zbrano spremljali večji del oddaje, gotovo ne bo pretežko. Zakaj je pripovedovanje v zgodnjem otroštvu pomembno za otrokov razvoj? Naj ponovimo vprašanje.
Zakaj je pripovedovanje v zgodnjem otroštvu pomembno za otrokov razvoj? Z veseljem pričakujem vaše odgovore. Veseli bomo tudi vaših pobud, vprašanj ali mnenj. Slišali smo, kako pomembna za naše vsakdanje življenje je spretnost pripovedovanja. Kot starši imamo izjemno priložnost in obveznost, otroci bodo od nas nenehno zahtevali, da jim pripovedujemo, govorimo, sporočamo na kar največ možnih načinov. Izkoristimo to veliko priložnost. Koristila bo tako otroku, kot tudi nam samim. Kot smo vam obljubili na začetku, smo se skupaj podali v svet pripovedovanja. Veseli smo bili vaših predlogov, dragi gledalci, in smo jih tudi že upoštevali. Zato smo za konec pripravili nekaj povzetkov. Predvsem napotke, ki si jih je vredno zapomniti. Otroku lahko pripovedujemo zelo različne stvari. Besednega izražanja se učimo od najrosnejših let. Poslušanje je zelo naraven način učenja. Med pripovedovanjem otrokova domišljija poleti. Pripovedovanje je ključno za razvoj jezikovnih zmožnosti. Otroka očara možnost, da si pripoved lahko izmislimo. Vztrajajmo, otrok bo že čez čas začel sam pripovedovati zgodbo. Vabljeni k ogledu naslednje, tretje oddaje, ki jo bomo posvetili razvoju otrokovih računskih spretnosti.